Mehmet nas sprašuje, kaj če nikoli nisi pel, ali je sploh vredno probati pet? Ja, če si to želiš, sigurno je vredno probati pet, zaradi tega, ker se vsak izmed nas lahko nauči pet. Naše telo je naš pevski inštrument in telo je sestavljeno iz mišic in ligamentov in še ostalih stvari, in če mišice prav delujejo, usklajeno delujejo, vsak lahko dobro poje. To pomeni, da s treningom, s pravo vajo, se mi lahko naučimo, da te mišice okoli glasilk, pa tudi mišice celega telesa, prav uporabljamo za petje in da lahko pojemo nizko, visoko, s svojim glasom, brez omejitev. Najprej moramo seveda to verjeti, ne? Pa še nekaj je. Sprejeti moramo, da naš glas tak, kot je, že danes ok in da je super inštrument. Vsak izmed nas ima drugačen glas, a ne? To je tako, kot da ima vsak drugačen inštrument. In ko se začnemo učiti petje, je ful pomembno, da sprejmeš svoj inštrument. Rečeš, ok, zdaj ta inštrument mi je bil dan, zdaj bom pa naredil največ, kar se da iz tega inštrumenta. In ljudje imajo itak radi posebnost. Torej, ko v bistvu ti enkrat začneš svoj glas poznavati, svoj glas raziskovati, svoj glas popeljati od nizkega tona do visokega tona, takrat ponavadi tudi veliko bolj ganeš ljudi, ki bolj čutijo, da si ti, da ne imitiraš, ampak si ti zares ti. Tako da ja, če imaš željo, se definitivno splača probati pet. Mi to napolno verjamemo. Mi smo imeli že toliko enih učencev, ki so bili tudi recimo, ki bi človek rekel, so bili brez posluha, da si jim zaigral ton, pa so ga čisto narobe odpeli najprej. Potem pa so z določeno vajo najprej si posluh izostrili, da so slišali tone, pa so po tonih prav peli. Potem smo v bistvu na koncu peli tudi pesmi in so jih peli čisto točno in čisto prav, nekateri so celo nastopali na naših dogodkih. In tako, ko gledaš pa tazga učenca na odru, se ti zdi tako, wow, a ne, res je možno, da tudi tista peščica ljudi, ki res mogoče slabše slišijo tone, pa jih ne zadanejo, da z vajo se lahko naučijo pet. Tako da, če imaš željo, ja, raziskuj svoj glas, odkrivaj ga, igraj se z njim.